In prihajamo na 9. točko. Predlog odloka o preimenovanju javnega zavoda Mekinski samostan v javni zavod za kulturo Kamnik. Druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 17. Predlagatelj župan, poročevalci pa Lilijana Juhart-Mastikus, Katarina Vegel, Sara Sitar, Aleksandar Uršič in Irena Gajšek. Beseda ima Lilijana Juhart-Mastikus. Hvala lepa. V mesecu novembru 2020 smo ste sprejeli predlog odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo Kamnik v prvi obravnavi. Sedaj dajemo na sejo predlog gradiva v drugo obravnavo in sicer z majčkeno drugačnim naslovom preimenovanje. Jaz sem na odborih te zadeve že obrazložila in sicer gre za to, da smo iz prvega v drugo branje pridobili seveda tudi pravno-notarska mnenja, jih upoštevali, ker gre za majčkeno bolj zahtevno gradivo, predvsem zaradi postopkov vpisa v sodni register. In glede na to, da se v bistvu ne spreminja pravne osebe, da se ne spreminja matične številke, da se ne spreminja davčne številke javnega zavoda Mekinski samostan, je mnogo bolj smiselno in enostavno je, pa še enkrat poudarjam, zaradi vseh postopkov vpisa spremembe v sodni register ime zavoda samo preimenovati. Iz tega za drugo branje naslov predlog odloka o preimenovanju javnega zavoda Mekinski samostan v javni zavod za kulturo Kamnik. Vsi vemo, da je odlok neko temeljno gradivo za nadaljnji razvoj, tudi možnost širitve kulturne ponudbe na tem področju. Kljub temu, da v bistvu bomo imeli novi naziv javni zavod za kulturo, ostajata oziroma se ohranjata obe enoti, to je Mekinski samostan kot tudi Dom kulture Kamnik. Obe sta lepo razdeljeni v 8. členu glede namena delovanja, posebej za Dom kulture Kamnik in posebej za Mekinski samostan, tako da je odveč bojazen, kot je bilo na enem izmed odborov, da smo na Mekinski samostan pozabili, predvsem na imen. Nismo ga pozabili, Mekinski samostan, sam objekt je definitivno eden izmed najlepših biserov te naše občine in se ga seveda vsi dobro zavedamo. Da ne bom predolga, ker smo te zadeve že enkrat bi poudarila ključne zadeve. Javni zavod Mekinski samostan se preimenuje v javni zavod za kulturo. Ostaja, še enkrat poudarjam, davčna, matična številka ostajajo enake. Iz Zavoda za turizem, šport in kulturo, ki ga imamo še vedno, pa se utesnjuje dejavnost kulture in se bo ta dejavnost kulture pripojila javnemu zavodu za kulturo. Seveda z dnem te uveljavitve tega odloka, rada bi vam povedala tudi, da v veljavo pa stopi s 1. 7. 2021, danes upam, da potrdite seveda to drugo branje, ko bo objavljeno v Uradnem listu, bomo lahko pričeli s temi postopki, vendar v veljavo samo uporabo stopi 1. 7. javni zavod za kulturo. Prav tako je potrebno preusmeriti tudi finančna sredstva, ki so zaenkrat še vedno postavljena na Zavodu za turizem, šport in kulturo, za področje kulture se bodo preusmerila na javni zavod za kulturo. Tudi upravljanje vseh nepremičnin, ki jih sedaj upravljata Zavod za turizem, šport in kulturo ter javni zavod Mekinski samostan, se prehaja na javni zavod za kulturo Kamnik. In sicer nepremičnine in pripadajoča oprema v nepremičninah, tako kar zadeva Doma kulture Kamnik in Mekinskega samostana. Prav tako se prenese tudi vse druge pravice, obveznosti in sredstva. Povedala sem že, da se še enkrat 2 organizacijski enoti. Dosedanji svet javnega zavoda Mekinski samostan nadaljuje delo do izteka mandata v svetu zavoda javni zavod za kulturo Kamnik. Prav tako bo dosedanji direktor javnega zavoda oziroma direktorica javnega zavoda Mekinski samostan opravljala svoje delo do izteka svojega mandata na novo preimenovanem javnem zavodu za kulturo. Zaposleni, to so 4 delavci, ki so doslej zaposleni v Zavodu za turizem, šport in kulturo na področju kulture,
pa jih javni zavod za kulturo prevzame in jih ustrezno razporedi v skladu z aktom o sistemizaciji, tako da v bistvu so njihove pravice in obveznosti sklenjenega delovnega razmerja tečejo nepretrgamo, ter se pač ohranjajo v enakem obsegu kot pač pred uveljavitvijo tega odloka. Po sprejemu tega odloka boste podali tudi soglasje k čistopisu statuta javnega zavoda za kulturo, ker je pač statut tudi eden izmed aktov, ki se pač mora priložiti k vpisu v sodni register. In seveda z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mekinski samostan. Kot sem že na začetku omenila, v bistvu finančna slika bo vidna tudi na naslednji seji občinskega sveta, kjer bojo do takrat tudi že razdelane finančne posledice, ki se pa nekako ne bodo povišale kakorkoli. Mi na dolgi rok računamo, da bo javni zavod imel tukaj pač mnogo bolj pozitivne učinke, tako iz finančnega vidika, kot pa bo, kot je že do sedaj, še močnejša ekipa lahko postavljala Kamnik na kulturnem področju še močneje. Bi pa omenila samo en tiskarski škrat, in sicer žig zavoda v 5. členu, nihče je kljub ne vem kolikim obravnavam pa pregledovanjem tega, je res tiskarski škrat, zavod za poslovanje uporablja žig velikosti do 120 kvadratnih milimetrov, 1200 kvadratnih milimetrov. Jaz se iskreno opravičujem, pa upam, da ta tiskarski škrat vzamete res nehote napako. Hvala lepa. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa. Svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Edi Surojevič. Hvala lepa, župan, za besedo. Hvala lepa za predstavitev samega odloka oziroma drugega branja. Zdaj, tako kot sem rekel v prvem branju opozarjal, moram še enkrat opozoriti, pozdravljam seveda, nenazadnje je bila to moja pobuda v septembru 2019 o nekako umestitvi kulture pod samostojni zavod iz razlogov, ki sem jih takrat navajal, še zmeraj verjamem, da so te razlogi pravi in pa upravičeni, namreč lažje konkurira na raznih razpisih, to ne krni trenutnega delovanja, celo še več, mislim, da bi znali dvigati kulturo na večji nivo. Zdaj, tisto, kar sem uvodoma pri sprejemu oziroma pri kandidaturi, predstavitvi kandidata, za direktorja zavoda opozarjal, je tisto, kar moramo opozoriti tudi tu v drugem branju. Veste, mi zdaj, če prav razumem, Lili, vi me popravite, če slučajno kaj narobe povem, ampak mislim, da sem precej dobro razumel. Gre namreč, če poenostavim, gre za upravljanje storitev, ki jih, da bodo ljudje lažje razumeli, v AJPES-u recimo najdemo, ko se nek poslovni subjekt registrira in je potreba navesti storitve, ki jih bo upravljal. Zdaj, mi bi pa potrebovali ob tem, zato je, to je rekel dolg od 2 pobud, ki sem jih podal. Ena je na srečo uresničena, na drugo še čakam in se temu tudi nadejam, še najbolj pa na to čakajo kulturniki. Sama občina bi tudi mogla nestrpno to pričakovati in največji možni angažma v to vložiti. Namreč, ko bo strategija kulture sprejeta, bomo točno vedeli, kaj konkretno, ne samo ta 2 zavoda, ampak kaj bomo z kulturo kot celoto v Kamniku počeli. To je glavno vprašanje, ki si ga moramo enostavno zastaviti. To je tisto ključno. In zdaj, jaz sem v tem trenutku zadovoljen, da gre kultura, rekel, na svoje, zdaj pa potrebujemo tisti najtežji del in to je ta vsebina. To upam, srčno apeliram tudi na tem mestu, kultura, strategija kulture mora biti praktično čim prej sprejeta. Pri čemer je moja želja, da je vključena vsa zainteresirana javnost. Strategija turizma je en lep primer tega.
kjer smo imeli možnost vsi. Mislim, da je cestno-prometna strategija, CPS, ja, na enak način. In verjamem, da bo tudi pri kulturi to doseženo, je pa potrebno čim prej k temu pristopiti. Zdaj, covidni čas, tudi na to sem opozarjal, je bila ena idealna priložnost. Verjamem, da je občinska uprava v vsem tem času imela malo morje drugega dela, ampak na te stvari ne smemo pozabiti. To je tisto, ko sem prej govoril o mehkih vsebinah, kar mestu daje dušo. Sama infrastruktura je pomembna, ampak zdaj bom pa zelo domač, če mi gradimo ceste, pločnike, stavbe in vse ostalo, je to tisto, kar je nujno potrebno, zdaj pa treba v to pač vsebino podati. Verjamem, da bo to kmalu na mizi, upam pa, da če imate kakšen bolj oprijemljiv podatek, da mi ga boste zdaj servirali. Lepa hvala. Bom pa seveda odlok prvi. Hvala. Edis, beseda ima Ivanka Učaka. Hvala za besedo še enkrat. Oglašam se pri tej točki, se pa to, kar bom povedala, smiselno navezuje tudi na naslednje 3, saj so vse v nadaljevanju povezane. Za začetek zelo me veseli, da se zgodba Samostojnega zavoda za kulturo Kamnik približuje koncu, da smo jo pripeljali do konca. Kot vsi vemo, 2016 smo dobili Zavod za turizem, šport in kulturo, leta 2017 je bil ustanovljen javni zavod Mekinski samostan, ki tudi pokriva kulturo, predvsem kulturno dediščino. Kot je že gospa Lili omenila, smo lansko leto novembra na 13. seji prvič obravnavali ustanovitev Zavoda za kulturo in potem seveda po vseh usklajevanjih glede organiziranosti, glede imena in pa tudi z upoštevanjem nekaterih pripomb, sedaj v drugem branju sprejemamo temeljni akt o ustanovitvi Samostojnega zavoda za kulturo, kar je pomembno z 2 organizacijskima enotama. Verjamem, da to uvajalno obdobje prilagajanje več ljudi bo v hiši ne bo dolgo, saj sta tako Mekinski samostan kot Dom kulture s svojo tehnično ekipo dobro sodelovala že sedaj. Ob branju sem ugotavljala, da sta 2. in 6. člen ostala enaka in je poslanstvo na nek način opredeljeno le na ravni organizacije delovanja, na nek način tehnično, ne pa kot nek pogled, smer, kot smisel. Tukaj se malo mogoče dotikam tega, kar je Edis prejle omenil. Meni bi bilo bolj dragoceno, če bi bilo, ampak če bo postavljena strategija, bo tudi to pokrila. Je pa v razvidu dejavnosti zapisan zelo širok nabor dejavnosti, kar bo omogočalo tako delovanje v javnem interesu, kot pa seveda profitno dejavnost. In dobro so zapisane vgrajene tudi varovalke, da bo delovanje tega našega zavoda transparentno. Kolegijski posvetovalni organ, programski svet je opuščen. Morda bo kdo rekel, zakaj? Jaz menim, da je to dobro, saj v tako majhnem kolektivu komunikacija poteka neposredno, neformalno in se bodo dobre rešitve našle sproti. Vsem zaposlenim, tistim, ki prihajajo iz segmenta kultura Zavoda za šport, turizem in kulturo, kot tistim iz Mekinskega samostana, zdaj želim uspešno delo, povezanost v novo ekipo, prav tako pa želim, da direktorica dobro izpelje mandat do konca. In seveda glasovala bom tako za ustanovitev Zavoda za kulturo, kot za soglasje k čistopisu statuta njegovega, prav tako za odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik in pa za čistopis novega statuta Zavoda za turizem in šport. Hvala lepa. Zdaj, preden odprem razpravo, pa če kdo bi dal besedo po vračevalcema, torej najprej Lilijani Juhart Mastikosa, izvolite, Lili. Hvala lepa. Rada bi samo na kratko odgovorila gospodu Rujoviču. Ja, vsekakor, strinjam se, strategija razvoja na področju kulture je nujno potrebna. Morda samo
en kratek odgovor. Vsi se tega zavedamo in smo tudi ta covidni čas malce že namenili temu. Definitivno bo pa vsekakor povabljena širša javnost in bo strategija v jesenskem času na mizi, v prvem branju sigurno. Hvala. Besedo ima še Sandi Uršič. Izvoli, Sandi. Sandi, izvoli. Ja, hvala za besedo. Jaz bi se Ja, se slišimo? Zdaj se, ja. Ja. Hvala za besedo. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil Lilijani za pripravo tega kar projekta, tako kot je bilo že povedano, ne, ko pripravljaš osnutek, pa pol preden se zadeve speljajo, tudi formalno za vse te službe, ne, te pravni prenosi in tako je kar zadeva, ne, in tako kot je bila ona odgovorna pripravo kulturne strategije. Tako kot je bilo povedano, začetki so narejeni. Naj povem, da se pripravljajo in strategija za mlade, ki bo v naslednjih dneh šla tudi med občinske svetnice in svetnike, kot začela se pripravljati strategija za kulturo, no, tako da in strategija za šport. Tako da delamo na teh strategijah, katerih do zdaj nismo imeli, in jaz verjamem, da v jesenskem obdobju naših zasedanj bomo vse te strategije tudi obravnavali. Do takrat boste imeli pa tudi vsi možnost, širša javnost, predlagati, prispevati, sodelovati, tako da toliko z moje strani. Hvala. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet Občine Kamnik sprejme odlok o preimenovanju javnega zavoda Mekinski samostan v javni zavod za kulturo Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Za. Ives Matjan? Za. Magister Šemso Mujanović? Sem za. Juško Papaš? Božo Pilej? Za. Ančka Podbevšek? Za. Bogdan Pogačar? Za. Žan Potočnik? Za. Robi Prosen? Glasujem za. Dr. Janez Rifel? Za. Edi Strujović? Za. Matija Sitar Močnik? Za. Cvetka Slapnik? Cvetka Slapnik? Anton Tone Smolnikar? Za. Franci Spruk? Za. Marko Šarc? Za. Mojca Škraba? Za. Ivanka Učakar? Glasujem za. Karla Urh? Za. Sandi Uršič? Sandi Uršič? Sandi Uršič? Glasujem za. Ok. Glasujem za. Žaklina Zdravković? Za. Grega Zorman? Za. Igor Žavbi? Za. Za je glasovalo 27 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in prehajamo še na glasovanje o drugem predlaganem sklepu. Javni zavod za kulturo Kamnik ne bo posloval s skrajšano firmo, zato se skrajšano ime firme Mekinski samostan ukine. Javni zavod za kulturo Kamnik bo opravljal dejavnosti, ki so opredeljene v 11. členu odloka o preimenovanju javnega zavoda Mekinski samostan v javni zavod za kulturo Kamnik. Glasujemo. Magister Urban Bergant? Za. Natalija Berlec? Za. Anton Iskra? Za. Alenka Jevšnik? Za. Karmen Kapla? Za. Jože Korošec? Za. Dr. Jernej Markelj? Za. Ives Matjan? Za. Magister Šemso Mujanović? Sem za.
Duško Papoš, Božo Pilej, Za. Ančka Podbevšek, Za. Bogdan Pogačar, Za. Žan Potočnik, Za. Robi Prosen, Za. dr. Janez Rifel, Za. Edi Srujevič, Za. Matija Sitar Močnik, Za. Cvetka Slapnik, Anton Tone Smolnikar, Za. Franci Spruk, Za. Marko Šarc, Za. Mojca Škraba, Ivanka Učakar, Za. Karla Urh, Za. Aleksandar Uršič, Glasujem za. Žaklina Zdravkovič, Za. Grega Zorman, Za. Igor Žavbi. Za. Za je glasovalo 26 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.